Gospod Tadej Rupel je omenil tudi Inštitut Jožef Stefan in nas tako elegantno pripeljal do naslednjega predavanja in predavatelja. Z nami je profesor dr. Leon Cizelj z Inštituta Jožef Stefan, spregovoril pa bo o tem, kakšne izzive in tudi perspektive prinaša širjenje covida. Prisrčno pozdravljen in dobrodošli, spoštovani gospod profesor dr. Leon Cizelj. Hvala lepa za povabilo, dober dan, hvala lepa tudi za zelo prijazno najavo. Jaz se bom zdaj vseeno spustil malo iz področja informatike ven in iz področja umetne inteligence. Mogoče bom se za trenutek dotaknil, kje nas pravzaprav naša naravna inteligenca daje v razmerah epidemije. Gremo si pogledati, seveda najprej zahvala kolegu Matjažu Leskovarju, ki je tisti, ki je pravzaprav motor našega modeliranja in se z modeliranjem začel ukvarjati že tam v februarju, ko se je zadeva začela razvijati na Kitajskem, v Wuhanu. Torej v teh slabih 15 minutah se bom dotaknil, kaj naša intuicija si misli o verižnih reakcijah in zakaj imamo s tem takšne težave. Nekaj malega bom povedal o ciljih modeliranja epidemije, o ključnih podatkih, ki jih uporabljamo, ki lahko pridejo pri tem prav, o modelu s predalčki, pravzaprav, čeprav je napisano narobe, kakšni so ključni izzivi za naprej in seveda nekaj malega tudi o zaključkih. Naj začnem z mislijo, da nas je COVID-19 pravzaprav vse presenetil. Nekako že 100 let ni bilo kakšne večje pandemije, torej ni prav veliko ljudi, ki bi imeli s tem osebno izkušnjo, pa tudi inštitucije, ki se ukvarjajo z delovanjem v primeru epidemije, pravzaprav nimajo posebnih izkušenj, razen seveda v zadnjih 10-11 mesecih, pa tudi pripravljene so bile na to relativno, seveda, ker tega ni bilo, relativno slabše, kot bi bilo idealno. No, drug problemček je, to kar večkrat bom to poudaril, da je epidemija verižna reakcija, eksponentno širjenje in to je nekaj, kar v človeško intuicijo nikakor ne gre. Naše dojemanje našega okolja tega pravzaprav noče in noče razumeti in zato je za napovedovanje in spremljanje razvoja takšne epidemije zelo primerno modelirati. Samo na ta način si lahko nekako predstavljamo, kaj se bo zgodilo čez nekaj tednov ali pa mesec naprej. Opazil bi pa še dve stvari v uvodu. Seveda skupaj zmoremo, skupaj bomo virus premagali in sicer pregovorno, bom rekel, kar togem, javnem sektorju togem zato, ker tudi jaz sem del javnega sektorja, seveda iz Inštituta Jožef Stefan, togem zato, ker dajemo več na stabilnost kot na fleksibilnost, kar je verjetno naravna drža javnega sektorja. Smo vseeno v testiranju za COVID, v epidemioloških službih in bolnišnicah v teh 10 mesecih naredili ogromne premike. Kapacitete so se povečale za faktor 10, more biti pri epidemiološki službi in testiranju tudi bliže 100 kot 10, kar je ogromno. Obenem bi pa vseeno poudaril, da so se tudi prostovoljci, strokovnjaki, kakšnih 200 od njih, precej od teh jih dela v javnih organizacijah, vseeno lažje organizirali v prostovoljni organizaciji sledilnikov in tam lažje pridejo do besede ali pa lažje prispevajo kot pa v relativno togem javnem sektorju. To je ena stvar, ki seveda je izziv in ki se bomo malo posvetili kasneje. En pogled v verižno reakcijo. To je tako imenovani trigger, ta prva žogica. Poglejte, kaj naredi. In sedaj virus je zadel prvo skupino ljudi in sedaj se širi naokoli in zadeva se ustavi šele takrat, ko ljudi zmanjka. Kako to izgleda v številkah v naših razmerah? Tole je zgodovina potrjeno okuženih v drugem valu od konca maja naprej.
Modra krivulja s krogci so dnevni testi, v njih vidite lepo tedenski ritem, najnižje točke so nedelje. Slovenci pač ne radi hodimo k zdravniku čez vikend in to se na teh krivuljah lepo vidi. Rdeča krivulja je tedensko povprečje. In kaj lahko vidimo, imamo obdobja, že v maju imamo obdobje, ko se je število okuženih podvojevalo tam v 6-7 dneh, to je zelo hitro. Ampak smo bili pri številkah okoli 1 pa 10, torej tega nihče pravzaprav ni opazil, samo zelo pozorni so opazili in takrat priti v javnost s kakšnimi ukrepi je bilo seveda skoraj nemogoče. Poglejte, potem se zadeva, avgusta je nekakšen lockdown zaradi dopustov, vsaj pri nas, potem pa se zadeva spet razplamti v oktobru, že spet je podovitveni čas 6-7 dni in za ukrepi z lockdownom pridemo v situacijo, ki smo še danes, ki ostajamo na platoju z povprečjem okoli 1500 na dan. Če tu ne bi bilo ukrepov, lockdowna, bi zadeva seveda z isto hitrostjo s podvojitvenim časom 6-7 dni napredovala in bi danes bili pri približno 250 000, teoretično gledano seveda, pozitivnih testov na dan, namesto 1500. Če si te številke malo bolj konkretno pogledamo, torej, če smo imeli pri 1.10. kakšnih 157 potrjenih na dan, potem smo 29.10. že pri 1900. In poglejte, kaj se zgodi tudi v najboljših družinah, to je ta intuicija, pa kako eksponentno širjenje ne gre v naše možgane, vsaj ne intuitivno. 13.12. je seveda 7500 napaka, tukaj bi morali biti 250 000 potrjenih primerov, seveda bi se v nekaj dneh potem vsi Slovenci okužili. Zdaj, ker je bolnih, okuženih približno 4-krat več po naših ocenah kot potrjenih, bi danes pravzaprav bili okuženi, bi se v enem dnevu okoli 1 milijon ljudi že okužil. Ker smo uvedli lockdown od 5.11. naprej, nekako vztrajamo pri 1500 na dan, torej naj povem, da je to še vedno prej kot v eni minuti, vsako minuto pride do stika zdravega in okuženega. Pravzaprav, če upoštevamo teh 4-krat več okuženih od potrjenih, pride vsakih 14 sekund, ne glede na to, da smo v lockdownu, vsakih 14 sekund do okužbe. In od teh 6000, ki se vsak dan okužijo, jih bo šlo seveda nekaj dni kasneje 120 v bolnico in nažalost jih bo 50 od njih vsak dan seveda tudi umrlo. Če gledamo številke umrlih po mesecu, poglejte, v prvem valu do konca maja smo izgubili približno 100 ljudi, na kar smo v oktobru že na 188, v novembru čez 1000 in v decembru se bomo po vsej verjetnosti, da je ta napoved je precej natančna, ker se pravzaprav v zadnjih 14 dneh ne bo nič več spremenilo, to je čas, za katerega je epidemija determinirana, za naprej bomo blizu 1500 ljudi izgubili. Kaj so ključni cilji modeliranja epidemije? Ta prvi je vsekakor zaznati in izmeriti, ali raste epidemija ali upada. To je potrebno čim prej, ravno zaradi te eksponentnega širjenja, ker 14 dni kasneje, če to pogruntamo 14 dni kasneje, imamo veliko večje težave, kot če to pogruntamo danes. Drugi cilj je napovedati zasedenost bolnišnic, kar gre relativno natančno tam do 2 tedna, 1 teden, 2 tedna naprej. Za daljše projekcije pa delamo orientacije z različnimi scenariji, ker je pravzaprav skoraj nemogoče ali nemogoče napovedati obnašanje ljudi. In obnašanje ljudi je tisto, ki virusu pomaga, da se širi. Kar je tretji cilj za nazaj, se da oceniti vpliv ukrepov na širjenje epidemije. Pravkar sem vam pokazal primer, ta plato na začetku, ki je od začetka novembra traja, pripisujemo pravzaprav lockdownu, smo si pa seveda vsi želeli, da bi lockdown zadeve ustavil, pravzaprav zmanjšal, ne samo držal na platoju. Ključni podatki pri tem početju so slovenski dnevni podatki, potrjene okužbe, kaj se dogaja v bolnišnicah, koliko gre not, koliko gre ven, nažalost tudi koliko jih umre. Drug sklop so podatki o značilnih časih in značilnih deležih, nekaj malega več o tem še kasneje, za bolezen COVID-19, seveda pri drugi epidemiji bi bili drugi značilni časi v igri, te dobimo iz literature, iz tujih izkušenj in z rednim usklajevanjem za strokovno skupino pri Ministrstvu za zdravje.
Tretji izjemno pomemben del je pa seveda model. Model mora biti hiter, moramo zelo dobro poznati njegove predpostavke, omejitve in seveda ga moramo biti sposobni prilagajati spremembam pri dostopnosti podatkov. Dosti ljudi se naslanja na tuje modele, tuji modeli so neke sorte black box, ki se temu reče, in je včasih z njimi relativno težko slediti situacijo v Sloveniji. Ampak za ustaviti epidemijo v Sloveniji je ključno razumevanje in napovedovanje situacije v Sloveniji, nažalost ne v Italiji. Model s predalčki. Zgleda komplicirano, ampak poskusimo na tale način. Predstavljamo smo enega človeka, ki je zdrav in postane na nekem trenutku zaradi tega, ker se on ali pa njegov sosed preveč gibata, izpostavljen. Potem, ko je bil izpostavljen, lahko postane ali pa ne okužen, in okuženi se delijo v dve skupini. Eni so asimptomatski, ti nimajo kakšnih posebnih težav in so po relativno kratkem času grejo med ozdravele, z njimi imamo pa vsi ostali težave, ker če hodijo naokoli, širijo virus, ne da bi to vedeli. In teh je razmeroma zelo veliko, tam mogoče 3-krat več kot tistih simptomatskih. Simptomatski so tisti, ki vejo, da imajo virus, in del teh ima status bolnika tudi potrjen, ker se grejo testirati, vsi se ne grejo testirati, ker simptomi niso dovolj resni. In potrjeni potem ali ozdravijo, ali končajo v bolnišnici, ali v intenzivni negi, ali pa del od njih seveda nažalost tudi umre. Zdaj, tu so precej ti pretoki med bolnišnico in intenzivno nego umrlimi in ozdravelimi so razmeroma komplicirani, ampak vse možnosti so na voljo. Zdaj, ozdraveli seveda se pa vračajo nazaj med dovzetne, potem, ko niso več imuni. Če so nekaj časa imuni, pa pomagajo zavirati epidemijo. Projekcija nastaja na tak način. Poglejmo si, tole so dnevni podatki, zgodovina dnevnih podatkov z obremenitve bolnic, tam na približno 1300 smo zdaj, od konca septembra do danes. Skozi to model potegne eno krivuljo, ki je usklajena z ostalimi podatki in z epidemiološkim modelom. Malo prej smo predalčke si pogledali. In ker smo recimo 2 dni nazaj, te dni smo en del ukrepov sprostili, pričakujemo, da se bo to kakšne 14 dni naprej, se to lahko vidi na epidemiološki sliki. In tu so 3 scenariji, kaj se lahko zgodi v bolnišnicah. Vsi predpostavljajo hitrejše širjenje epidemije, kot je danes. Seveda ne vemo, po katerem bo zadeva šla, nam pa vsem skupaj pomagajo oceniti, kaj se lahko zgodi takrat. In ko bomo s podatki relativno blizu, bomo lažje ocenili, kaj se dogaja. Podobno gre za bolnike v intenzivni negi. Vidite lahko seveda, da se bo ta sproščanje ukrepov tam poznal še kakšen teden kasneje, recimo zgodaj v naslednjem letu, v začetku naslednjega leta, če se bo poznal, upamo, da se ne bo. Podobno je tudi z umrlimi, in pri umrlih se bojo pa sprostitve poznale še kakšen teden kasneje, tam traja približno 1 mesec, da ljudje, ki so se okužili tudi v povprečju, traja mesec, da umrejo. In zato je tudi seveda sklepati na stanje epidemije po umrlih sicer zelo enostavno, ampak tudi istočasno najbolj neuporabno, ker informacijo dobimo bistveno prepozno. Ključni izzivi so vedno pri vsakem modeliranju dostopnost, kvaliteta in ažurnost podatkov. Tu so bili prav v zadnjih dneh doseženi veliki premiki tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zadeva je pravzaprav zdaj povsem elektronska. Vmes je pa za informatizacijo zelo dobro skrbel prostovoljno združenje COVID sledilnik. Ključno je tudi dostop do virov podatka, posvetovanje z njimi. Če se spremeni strategija testiranja, večkrat se je, če epidemiološka služba recimo začne delati drugače, tudi to se nam je dogajalo, je seveda za stališče modeliranja to izjemno pomemben podatek in je do tega podatka je treba priti in se je treba pogovoriti z ljudmi, ki to delajo, da se da to primerno modelirati.
ključno je tudi obvladovanje lastnega modela, prav poudarjam lastnega, ne, obvladovanje modela, ki ga je naredil nekdo drug, je ponavadi bistveno težje kot obvladovanje modela, ki si ga naredil sam. Še posebej tu mislim za odlično razumevanje predpostavk in omejitev in možnost za sprotno prilagajanje spremembam v dogajanju na terenu, ne. Kar je pa pri vseh stvarih, ki so povezane z naravnimi nesrečami in epidemija je mogoče, ne, z odzivanjem na naravne nesreče, epidemija je tudi po svoje naravna nesreča, je idealno imeti uigrane ekipe že pred epidemijo. Medtem, ko se naravna nesreča razvija, je pravzaprav izjemno težko postavljati stvari od začetka, ne, je dosti dela že z odzivanjem in z prilagajanjem situaciji. V zaključkih, ne, ključno se mi zdi, da je treba poudariti, da je širjenje epidemije naši intuiciji tuje, kar seveda ne do neke mere tudi lahko razloži upor proti ukrepom in podobna obnašanja, ne, ljudi, je pa hkrati k sreči tudi individualno samozaščitno obnašanje izredno enostavno. Treba se je izogibati stikom in če pa smo pri stikih, pa z razdaljo in zaščito delovati, ne. Obvladovanje epidemije na nivoju populacije, torej z vrha, je pa dosti lažje z modeli, pri čemer je pa seveda zelo pomembno paziti na pravilno interpretacijo rezultatov in na optimizacijo usklajenosti podatkov, modelov in modelarjev. Na splošno se pa zdi, ne, da je pri odzivih na naravne nesreče treba biti na nek način pripravljen na neznano, ves čas biti pripravljen na neznano, tudi to se naši intuiciji v principu opira, ne, zato je morebiti včasih dobro se zanašati ali pa bolj zanašati na znanost, ki je radovedna in kakšne stranpoti poišče prej, preden so očitne tudi vsem ostalim. In je dobro imeti postavljeno nekakšno kritično infrastrukturo, ne, tudi v smislu spremljanja modeliranja epidemij. Gasilci so recimo v tem smislu kritična infrastruktura, ne, in pri gasilcih nekako se nam zdi normalno, da je fino imeti fleksibilno in že utečeno poklicno jedro, ne, ki lahko reagira kot na prvi odziv in potem po potrebi to krepimo z mobilizacijo in usposabljanjem prostovoljcev. Zdaj, podobno se nam je zgodilo tudi pri epidemiji, s tem, da so prostovoljci pravzaprav v smislu informatike in informatizacije v tem prvih 10 mesecih odigrali bistveno večjo vlogo, ne, kot bi bilo to verjetno smiselno za naprej. S tem se vam zahvaljujem za pozornost in predajam besedo. Najlepša hvala, spoštovani profesor dr. Leon Cizelj. Ja.